to, kar mi gledamo, da mogoče je res studijsko, ker preprosto oni, recimo, da so šli na Luno, prišli so dol, niso bili zadovoljni s tem, kako izgledali, niso bili zadovoljni z rezultatom tega, kar so prinesli domov in so mogoče rekli, mogoče bolj za širšo javnost, a.k.a. celoten svet, da naredimo to bolj zanimivo, bolj fancy, bolj filmsko in so mogoče vse uprizorili. To bi, na primer, bila taka opcija. Čau, folk, kako ste? Alenka, tukaj dobrodošli na tem kanalu ali pa dobrodošli nazaj na mojem kanalu in če niste nazaj na mojem kanalu, verjetno še niste bili naročeni, tako da pritisnite spodaj gumb za naročiti se na ta misteriozen kanal. Kamero moram popraviti. Danes govorimo o eni ekstra pereči zadevi in sicer o tem, a je človek sploh kdaj stopil na Luno ali je bilo vse fake. Veliko mojih gledalcev vas verjetno ve, da naj bi bil prvi človek na Luni Neil Armstrong in sicer s tistimi besedami prvimi in sicer majhen korak za človeka, a big leap for humanity, nekaj takega, oziroma velik korak za človeštvo. In to se je zgodilo 20. julija 1969 leta. Zanimivo je, ker zdaj hodijo ven razne ankete, ki sprašujejo ljudi, ali verjamejo v to ali ne verjamejo v to in dejansko, če vprašanje načeloma postavijo v Ameriki, pride ven odgovor, da približno 20% Američanov verjame, da je pristanek na Luni bil fake, torej svojo lastno državo toliko zelo dvomijo. No, sem pogledala, zakaj imajo ljudje toliko dvomov in kaj vse se je zgodilo in kaj vse so dokazi, da lahko tudi vi skupaj z mano vsaj dvomite v to, ali smo bili na Luni ali nismo bili na Luni. Torej, kot rečeno, 69. leta sta Neil Armstrong in Buzz Aldrin, upam, da se tako reče, šla na Luno. Tukaj pridemo do prve velike misterije in enega čudnega vprašanja in sicer marsikdo je videl te posnetke z Lune, ker so precej javno dostopni in sicer ko Neil Armstrong, ker vsi sam ta ime poznamo, stop na Luno, kdo hodi, če ga snema, ali so, kako je kamera tja dol prišla, pač načeloma je bil nekdo pred njemu na Luni in sicer nekako tudi znano, da je bil Buzz ta drugi človek, tista oseba, ki ga je posnel. Se pravi, prvi vrsti je bil Buzz prvi na Luni. Tako se govori. In če gremo kar naprej na eno veliko, ogromno dejstvo, ki ga nihče ne more zanikati, in sicer to, da točno tisto obdobje, tista desetletja, tisto leto, kakorkoli vzamemo, je bila Amerika v huge tekmi skupaj s Sovjetsko zvezo, torej kdo, Sovjetska zveza ali Američani bojo prevladali v vesolju in kdo bo prej dosegel Luno in predvsem, kar se tiče Lune, so bili v hudi bitki. Lahko si predstavljate, kako je, ko se dve taki gromozanski velesili borita za prvo mesto v toliko ogromnemu dosežku. In ravno iz tega razloga se govori, da je velika verjetnost, da bi Američani se počutili toliko ogrožene, da jih bodo Rusi prehiteli, da bi preprosto ogromen budžet pobrali samo zato, da ne bi dejansko šli na Luno, ampak bi preprosto stageli to, uprizorili to in sfejkali, da so bili na Luni, torej v studijih in na vse možne druge načine prek medijev do javnosti, da bi spadlo, kot da dejansko so bili prvi na Luni, čeprav to temu ni tako. Še ena precej grozna in sramotna za tisti čas za vlado stvar se je zgodila in sicer 2 leti prej, torej 67. leta in sicer vedno ponavadi, ko grejo na Luno, grejo po 3 skupaj, nekdo ostane noter v kabini, v tej kabini, ki je streljena in je velika približno to, kot kabina avta, torej zelo majhna zadeva, ampak ponavadi se zariba in zamoči v žepr izstrelu in sicer, ko so takrat 67. leta 3 astronauti šli na Luno, v bistvu so imeli takoj požar in nesrečo in so vsi 3 umrli, bum. In mogoče je opcija, da so se Američani toliko zasekirali in da je bilo vlado toliko sram, da je res toliko ogromno denarja vložila samo zato, da uprizorijo potem nek uspešen izstrel na Luno. Rečeno je, da ta Apollo 11, ki je dejansko potem 69. pristal na Luni, da je na vse zadnje, ja, so ga videli ljudje in tisoči ljudi so ga videli izstreliti se v vesolje, ampak ne bi potem nekako se govori, da pristal v Atlantskem oceanu in pač tam ostal. Prva konkretna teorija zarote, ki res konkretno izpodbija pristanek na Luni, je teorija o vetru. In sicer na Luni ne moramo reči, da ni vremena, ker baje se neke čudne nevihte še vedno lahko ustvarijo v tej atmosferi, ampak preprosto ni vremena, kot je tukaj, ni dežja, ni snega, seveda tam je vse drugače, tega basically ni. In takrat, ko naj bi oni prestali, preprosto ne bi smelo biti vetra. Zakaj je to čudno? Zaradi tega, ker zastava, ki so jo prinesli s sabo na Luno, valovi. To je teorija,
Če ste slišali kaj že o tem fake pristanku, ste verjetno slišali prav to teorijo, in sicer zakaj je zastava gor plapolala. Što si o tem, da ta teorija je več ali manj debunkana, oziroma se jo da razložiti, ker so jo uradno razložili že iz NASA, in sicer ta zastava ni bila tipična, mehka, gladka zastava, tako ki jo mi izobesimo doma v praznikih ali pa kjerkoli jo živite, ampak je bila posebej narejena tako, da iz tega materiala in tako oblikovana, da potem, ko naj bi jo razprostrli, bi se samo od sebe odprla, ker ni bila poanta, da bi dol visela, ampak da se je samo od sebe nekako odvila in tako naj bi ostala. Ampak še vedno je tukaj pod vprašanjem, zaradi tega, ker zastava je še vedno rahlo se premikala, ker pa potem ni več logično. Druga močna teorija, ki vzpodbija preostanek na Luni, je teorija o hudi močni radiaciji v magnetnem polju Zemlje. Torej, rečeno je, oziroma dejstvo je, da je v magnetnem polju Zemlje toliko visoka radiacija, da ko bi oni leteli tja z raketo, bi jih to ubilo, oziroma ne bi jih mogla kabina oziroma ta njihov raketoplan toliko zaščititi. Tudi to je že na nek način debunkano s strani strokovnjakov in znanstvenikov, in sicer, da ja, radiacija je izredno močna, ampak ker so oni potovali s tako zelo visoko hitrostjo, jim v bistvu ne bi nič mogla, ker že sama hitrost je toliko močna, da bi preprosto samo ta kabina, katera jih je obdajala, je dost in zadostuje, da jih zavaruje pred to radiacijo. Z drugimi besedami, njihova izpostavljenost tej radiaciji je bila čisto prekratka zaradi tako visoke hitrosti. Tretja močna teorija in protiutež temu, da so kdaj pristali na Luni, in sicer dejstvo, da tam ni videti zvezd. Torej, če gledate posnetke in slike z Lune, v ozadju ni zvezd, nič se ne blešči, ni utrinkov, nič se ne dogaja, torej je tema. Zdaj, tukaj se tudi jaz lahko postavim za to teorijo in majčkeno ugibam in povem, kaj si mislim, glede na to, da imamo že visoko tehnologijo, kar se tiče fotografije in vsega tega. Takrat je bilo tega še manj, če realno gledamo, in tisto so mogli vse še s sabo vzeti v vesolje in je mogli biti res v prvi vrsti trpežno. Ljudi moti, ker zvezd ni v tem primeru, ampak štos je, da zvezde tudi na Zemlji, če ste fotografi, če ste kdaj se igrali s telefonom, že mogoče zaslonko, in če preprosto postaviš daljši čas, da je zaslonka odprta, torej včasih so to sekunde, včasih mora biti to minute, da dejansko ujameš Milky Way, da ujameš zvezde, da odvisno od fotoaparata, odvisno od zmogljivosti, vroče. Ampak zato, da dejansko ujameš zvezde, se moraš potruditi, tako da na Luni pa tako, da je bila površina zelo svetla, ker so pristali v času dneva. To si tudi, da Luna precej odbija svetlobo zaradi tega, ker je sama po sebi svetla, in v tem primeru preprosto, če bi res hoteli osvetliti samo astronavte in pač to, kaj so oni tam počeli, je normalno, da v tem primeru načeloma zvezd zadaj ne bi bilo. Četrta teorija, ki daje ljudem občutek, da ljudje niso pristali na Luni, in sicer ful čudne sence. To je res, če pogledate slike, vidite, da so sence na Luni bile ekstremno čudne in spominjajo na studijske sence. Če ste kdaj se igrali s studijem, je težko uravnovesiti sence in načeloma je tako, da če je ena luč tam, ena luč tam, ena luč tam, kakorkoli že, se grejo sence tako povsod, tako kot tukaj na Luni. Ker je dal ljudem idejo jasno, da je bilo to vse narejeno v studiju in neresnično. Ampak ker sem jaz poslušala razlago tega, ki je spet uradno od NASA govori o tem, da je Lunina površina zelo bumpy in pač taka razgibana, luknje, hribčki in vse to, da je popolnoma normalno, da svetloba se tako odbija, tako je rečeno. S tem je, pa še to moram omeniti, da ima Luna samo en vir svetlobe in pač sence očitno je normalno, da padajo tako. Petič. Vprašaj oziroma problem nastane tudi pri kraterju ob nastanku. Navajeni smo, da pri zemljini gravitaciji je tako, da ko bi taka stvar pristala na Zemljo z neko silo in bi padla dol na Zemljo, kakorkoli že, nastal bi krater. Torej vdolbina, neka rana na zemljini površini, pač od te sile. In ljudi jasno ekstra zmotilo, da ob pristanku na Luni se dobesedno ni naredil nič, še pesek se ni premaknil ali karkoli že je na površini, pač nič konkretnega se ni zgodilo. To jasno lahko razložimo že po logiki, da je gravitacija na Luni popolnoma drugačna, oziroma bi bila masa in teža tega plovila, ki je pristalo v Apollo 11, bi bila šestina te na Zemlji. Tako da spet na nek način to lahko razložimo, neke hude sile ni bilo, ampak zgleda res, da ni bilo skoraj nič.
Šestič, tukaj bom združila na hitro dve stvari, ker se obe ukvarjata s fotografijami, ki so nastale na Luni in imajo pač neke napake oziroma res čudne stvari. In sicer ena je tale, saj upam, da sem jo našla, če ne dam noter, je mogoče nisem našla. In sicer odsev v astronavtovi čeladi. Ne vem, če opazite, ampak tukaj gor v levem zgornjem kotu njegovega čela, kakorkoli že, je odsev nečesa, ki ni najbolj... Ne vemo, kaj na Luni naj bi to bilo, ničemur konkretno ni podoben. Je pa podobno eni stvari in to je studijska luč v fotografskem studiju, tako da spet je majčkeno sumljivo vse skupaj. Je sicer zelo podobno, ampak ker sem jaz navajena studijskih luči, tale spet majčkeno preveč taka razgibana in razmajena. Ampak pa tudi meni osebno se zdi, da kdorkoli bi že pustil tako napako nekje v tako pomembni stvari, svetovno znani stvari, mora biti res že res čudna napaka. In potem še drugi del, kar se fotografij tiče, je pa tako, da sta dve fotografiji nastali na Luni, ki fotografirata eno in isto smer in stvar, in če daš te dve fotografiji skupaj, v bistvu dobiš identično ozadje. Zdaj si mislite, ja, in pač so slikali v isto smer. Ja, ampak zapisano je po teoretičnih uradnih podatkih, da ne bi bili ti dve fotografiji posneti milje in milje in milje narazen. Potem spet ta teorija je na nek način razrešena, ker je Lunina površina toliko drugačna od zemeljske, taka ni polušna, ni osnaževanje, ni česar, ki bi zameglilo, kako izgleda ozadje. Površine so ravne in dolgo časa, ki bi hodil milje in milje, bi videl približno enako ozadje, tako da možno je, da je dejansko, da je bilo to milje in milje narazen posneto. Spet, vaša stvar, če verjamete. Ok, še na koncu na hitro eno dejstvo, ki ne moram jih reči, že ne vem kakšna teorija, samo sem pa slišala za to in sicer seveda so prinesli iz Lune dol neskončno materijala, med njimi ne bi bilo to ogromno fotografij in posnetkov, ki so bili izgubljeni in tudi NASA je javno priznala, da nima pojma, kam je to šlo in preprosto izgubljeno. In potem še druga stvar, prinesli so tudi ogromno materijala, tako fizičnega, kamnov, v glavnem površine iz Zemlje raznorazne in je bilo to potem v detajle preiskano in raziskano in jasno sprva totalno potrjeno, da je to vse legit iz Lune in so potem to podarili naprej kakšnim ne vem komu, vse pomembni živini po svetu kot darila in tako. Ampak potem s časoma, zdaj sem spet slišala nekaj ali prebrala, da v bistvu je že dokazano, da je to vse fake gradivo. Da nič od tega ni z Lune, da nič od tega ni resnično. Ne vem, kako točno naj bi mi to vedeli, da vemo, kaj je z Lune in kaj ni z Lune, ampak recimo, ker obstajajo potem še razne čudne teorije in sicer, da danes je tehnologija toliko napredovala, da si lahko normalen smrtnik skoraj kupi toliko hudo kamero, da približa Luno in v bistvu eni zatrjujejo, da vidijo, da je Luna transparent oziroma na nek način prozorna pojava, nekaj, kar lahko čez vidiš, ker je spet neka čisto nova trditev, ki nam lahko bel glavo, lahko verjameš, lahko ne, ampak dejansko so ljudje, ki to zatrjujejo, tako da še take mehne teorije, ki nam jih namečajo in res ne vemo, kaj početi z njimi, ali je res, ali čist kar nekaj. Šlo si tudi o tem, da kar se tiče Apollo 11 in uradnega pristanka, zato je vedelo tisoče in tisoče in tisoče ljudi. To ne pomeni, da so šli 3 astronavti tja in so edini, ki jim je kaj jasno, ali vejo, da se je to zgodilo ali ne. Sodelovali je to tisoče ljudi, kar je normalno, to je nacionalen projekt, gromozanski, enormni. In zdi se skoraj nemogoče, da niti ena oseba od vseh teh 1000 ljudi ni osebno pisala, da bi rekla, jaz pa lahko povem in dokažem, da se nič od tega ni zgodilo. To je nekako sumljivo. Lahko bi bili ljudje podkupljeni totalno v to smer, da tega nikdar ne rečejo, lahko pa to pomeni, da je bilo pač res in se je vse to zgodilo in nihče tega ne reče. Ampak še zmer bi bil potem lahko kdo, ki bi se lagal, da se to ni zgodilo, ker bi on potem s tem zaslovel spet na nek način, right? In potem spet bi ga lahko toliko podkupili, da ne bi o tem govoril, tako da mogoče tukaj noter res ogromna količina denarja. Think about it. Pa če grem za sekundo še čisto drugo smer in recimo, da je vse resnično, a ni žalostno, a ni tako res žalostno, da bi Američani takrat pristali na Luni, da bi prvi stopili na Luno in da je potem zdaj že praktično tretjina sveta, se mi zdi, ki ne verjame, da se je to zgodilo. Predstavljaj si,
predstavljajte si, da vi dosežete nek tak dosežek, da nekaj svetovno pomembnega in čez 50 let skoraj nihče več ne verjame, da ste to dosegli. Všeč mi je drugače teorija enega youtuberja, ki je rekel, meni se zdi, da pristanek na Luni kot tak se je mogel zgoditi, da si ne boš kar vsega zmisliti, to bom jaz potem povedala, kaj mislim o tem, je povedal dobro, da to, kar mi gledamo, da mogoče je res studijsko, ker preprosto oni, recimo, da so šli na Luno, prišli so dol, niso bili zadovoljni s tem, kako izgledali, niso bili zadovoljni z rezultatom tega, kar so prinesli domov in so mogoče rekli, mogoče bolj za širšo javnost, a.k.a. celoten svet, da naredimo to bolj zanimivo, bolj fancy, bolj filmsko in so mogoče vse uprizorili. To bi, na primer, bila taka opcija, ker pomislite, da dejansko Američani ne bi stopili na Luno in bi to vse sfejkali. Predstavljajte si, da bi potem Rusi to izvedeli čez 1 leto, čez 5 let, čez 10, 20, 30, 50 let, se ni važno, recimo, in bi prišli tja in bi bilo vse popolnoma drugače. Predstavljajte si to sramoto za Ameriko in za NASA. To bi bil šele tako. Čeprav zdaj, 2019 ne bi Japonci ali Kitajci pristali na drugi strani Lune, tako da očitno, če se vzorc ponavlja, kako Luna zgleda načeloma, je mogel biti že prvič resnično na nek način, right? V glavnem ne vem, verjetno nikoli ne bomo videli toliko delati za to za kuliso, kaj se vse dogaja in vsega itak ne bomo vedeli, ker smo samo mini državljančki in pač za nas niso te informacije, žal. Zato obstajajo teorije zarote, ker nekateri pač probamo čim več vedeti in slišati in čim več različnih vrat odpreti in odpreti oči in vse to. To je pa to za dan z moje strani, kuham se še vedno, poletje je. Da ste uživali v tem videu, če vam je kanal všeč, se ne pozabite naročiti, followajte me na Instagramu, moja zadnja ali pa zdaj bo predzadnja slika je sploh zanimiva, boste videli slikco z Dončićem. To je pa to za danes, radi se imejte, uživajte, ajčo!